Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep pozdrav še z koprske Bonifike, z komentatorskega mesta. Pred nami je torej uvodno dejanje 34. kroga prve lige Telemach. Koper gosti sežanski tabor. Na komentatorskem mestu pozdravljam z veseljem seveda tudi Mateja Rožiča-Mavriča. Zdrav, Matej. Dober večer tudi v mojem imenu. Nogometaš zvezdne vrste. Podaja tačna žoga, priložnost, zdaj odlična podaja na drugo stran. Pravda, izid ostaja nespremenjen, ni zadev Zata skozi sredino. Buberac, dobra podaja na desno. Palčič, ostaja nič proti nič. Buberac ponovno takošna podaja, pa potem Koli, lepa igra, zdaj Kopra, Palčič v sredino. Tu je Osuđi in na pravem mestu Jan Koprivec. Tolič. Dobra ideja, lepa igra gostov in strel po sredini prav Monjaca, ki je pravkar vstopil v igro in kar pošteno je namučil. Res danes ni v svojem najboljšem izdanju, brez prepovedanega položaja. Kolija celo, Koli je zadev, to da imel sem sprva občutek, da je bil v prepovedanem položaju, kar seveda se je globoko. Ja, gol je priznan, ni bilo prepovedanega položaja in oba so imela sprva občutek, da je bil globoko v prepovedanem položaju in videli smo, da je bilo vse skupaj na meji, ampak ni bilo ofsajda in 10. zadetek Kolija v tej sezoni, ta seveda še kako pomemben. Koper, ki se je danes res mučil z razpoloženo, odločno, motivirano ekipo iz Sežane. Bodo Koprčani najbrž nekoliko bolj sproščeni. Koli preigrava kot za šalo, Koli in prekršek tudi za karton. Ja, drugi rumeni karton je dobil Kuao in zdaj Tabor torej z igralcem manj. Kar je bila, kot kaže, super odločitev. Zdaj Koli, to zna biti zdaj priložnost, Peri se ponuja na desni strani, na levi že Osuđi, tu je priložnost zdaj Osuđi in brez gola, avtogol bi to bil, vendar ostaja 1-0. Je pa tu tudi odziv z tabora zmagovalcev. Zoran Zeljković, čestitke za vse 3 točke. Kako ste zadovoljni s tole tekmo v prvem delu? Nekako velikokrat sem vas opazoval, pa ste bili precej bolj nevoljni, kot smo običajno vajeni z vaše strani. Dobro, čuti se napetost, normalno, vemo vsi, da ni lahko igrati, ko moraš zmagati. Jaz sem zelo vesel, kako smo se odzvali, bili strpni, čakali na svoje priložnosti, eno izkoristili in na koncu mislim, da je zasluženo zmagali. Gostje so imeli kar precej spremenjeno začetno 11-terico, nekaj odsotnih nogometašev, verjetno tudi nekaj kalkulacij v luči tistega boja za obstanek. Kako so vas presenetili morda s to platjo? Dobro, vsi smo tudi mi imeli kar nekaj novih igralcev, niso me nič presenetili, pač oni imajo svoje probleme, mi imamo svoje, mi moramo gledati sam sebe, imamo še 6 točk v igri, mi moramo pač svoje narediti in pol upati, da se kaj zgodi v našo prid. Če se malce pošaliva za konec, v sredo boste upali na slab brav v finalu pokala, jutri pa verjetno za njih malce stiskali pesti. Ja, res je, tako je v življenju. Upam, da bo jutri odigrali dobro tekmo. Najlepša hvala. Po meni je strateg gostov Dušan Kosič. Dušan, spet ste igrali dobro v prvem polčasu, bili kompaktni, na to pa tista ofenziva Kopra v drugem delu, milimetri so odločili tiste prepovedane položaju in na koncu spet brez točk. Ja, 5 minut v drugem polčasu nismo uspeli zdržati tega pritiska. Fantom nimam kaj očitati za današnjo borbo, odnos. Imeli smo situacije, Kopru smo malo tega dopuščali. Spet se nam dogaja, neke malenkosti nam ne grejo na roko. Se mi zdi, da tudi tam pri tej famoznem golu je bila igra z roko, pa si spet ne znam predstavljati, je roka ali ni roka. V glavnem cel kup nekih stvari, ampak tudi z igralcem manj smo imeli nekaj situacij, pritiskali, želeli smo si te točke, saj nažalost se nam spet ni treba, niti ne vem, kaj bi več rekel.
Pa bi lahko rekli, da morda pozitivna plat ob tem porazu vendarle to, da ste dobili neko širino, kar nekaj prvokategornikov je danes manjkalo, pa so vskočili drugi. Kako ste zadovoljni s to platjo? Ja, zelo dobro. Zelo dobro. Z te strani sem zadovoljen, ker so fantje, ki bi radi, ki se borijo, ki dajo vse od sebe, tako da bomo probali ustrajati, da najdemo ekipo, ki bo garala, ki ne bo filozofirala z mano na čelu, bomo manj govorili, pa mogoče več delali, ampak danes je bila podoba spodobna, borili smo se, pa spet nam je kanček zmanjkal. Dušan, najlepša hvala.